sem še v osnovni šoli, ko sem jaz začela z YouTubeom, sem začutila to nasilje, ko so v bistvu tisti, ki so bili eno starejši od mene, so začeli me, tako rečeno, buljati zaradi tega in je bilo res neprijetno. Pač v šoli sem tako govorili, Rebeka, YouTube, blablabla. In to res ni bil najbolj prijeten občutek. Ampak jaz sem šla čez to in tukaj sem zdaj. In zdaj me pa nehali, ker zdaj pa hoče biti prijatelji, tako da. A nasilje je že to, da te spadajo? Ja, ker sploh čutiš neko tako bolečino, ne dobesedno bolečino, ampak tako srce bolečino, ne samo slab občutek. Kako si pomagala? Si se komu zaupala? Ti moji prijatelji so me drugače ful spodbujali in so tako ne jih poslušati, pa mami, pa starši. Bili so tudi dnevi, kjer sem cele dneve jokala in nehala bom, pa sem že rekla, da bom nehala, ampak ne vem, en mesec sem imela pauzo in sem šla naprej, ker me je to tako veselilo. Kako lahko odrasli pomagajo? V bistvu mene so želeli zamotiti z drugimi stvarmi, ker so videli, da ni tako nasilje, da bi zdaj treba bilo jih ukrepati, ampak so me samo zamotili, da sem jaz pozabila in so mi čim boljše stvari dali. Kaj pa? Gremo na izlet izdan, gremo to, tretji, četrti, take. Dali so mi nove filme za gledati, da sem pač pozabila. Si že kdaj videla, da je kdo komu kaj hudega naredil? Mi smo imeli v osnovni šoli dosti tudi tih pretepov, pohodnikov, ampak vedno sem se samo umakala od tega, ful nisem marala. Bi zdaj drugače ravnala? Dejansko zdaj bi jih razločila, pač ustavila bi, pa bi pač rekla, zakaj se to dogaja, pa šla bi povedati starejšim. Zakaj treba reči ne nasilju? Ker to ni dobro, zaradi tega, ker nasilje lahko pripelje tudi do, ne vem, kakšnih hujših posledic, ne vem, depresija. Pač treba je povedati, ali pa če opazimo, da je nekdo zelo žrtev nasilja, je treba povedati, če on ne bo nobenemu povedal, treba pač mi ukrepati, ko to opazimo.